Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, novo leto, nov selektor, nova žoga. Lepo, da smo spet skupaj. Boštjan Cesar se je danes predstavil in odgovarjal na kritike, da ni dovolj izkušen, pa govoril tudi o namigih, da bodo nekateri reprezentanti končali reprezentančno kariero. O tem v prvem polčasu, v drugem pa tudi o zimskem prestopnem roku, o propadu Domžal, o neverjetnem finalu Afriškega pokala narodov in o dogajanju po vsej Evropi. Pozneje se nam pridruži Sandi Škorač, govorili bomo tudi o Euru v dvoranskem nogometu, sicer pa klasični štirijo, danes skupaj Boštjan Janežič, Marko Cirman, dober dan, Jože Pepevnik, zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Lepo, da smo spet skupaj, fantje. Srečnega pa zdravega. Srečno, zdravo. Hvala, enako. Vsem poslušalcem in vam tu. Boštjan Cesar, torej novi selektor, zelo pričakovano, saj smo decembra že nekajkrat o tem govorili. Prvi vtisi ali pa drugi, tretji že zdaj, Boštjan? Ja, Boštjan Cesar je bil praktično edini kandidat že 2 meseca Nogometne zveze Slovenije, pa karkoli smo že mi govorili, poročali, se napenjali, je bil on izbran, nekdani pomočnik Matjaža Keka. Nič ni bilo črnega madeža v vrhu Nogometne zveze, ko je predlani jeseni, oktobra, v kvalifikacijah za Ligo narodov, takrat kot pomočnik Keka zapustil reprezentanco. Nekaj očitkov v javnosti, da nima dovolj izkušenj. Igral je v velikih klubih, Anglija, najdlje v Italiji, tudi v Franciji, ampak nekako želi spet potegniti energijo z nogometašev, ni želel govoriti, kako in kaj je bilo slabega v teh zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, bil je vendarle del tega, ampak sedaj bom nekako drugače, pomočnik igralec oziroma selektor igralec, njegova vloga se bo morala vendarle spremeniti. Ne bo toliko prijateljevanja in tiste tampon amortizacijske cone med selektorjem in igralci. Ja, po 50 dneh se je na Brdu pri Kranju pokadil dim, ampak moram reči, da je bila lanska izbira papeža precej bolj napeta, precej bolj negotova, kot pa izbira slovenskega selektorja. Morda smo upali, da bo vendarle vse skupaj neko presenečenje v obliki še kakšnega vsaj omenjenega kandidata, ampak ja, niso preveč naprezali očitno pri Nogometni zvezi, kot je tudi predsednik povedal, niso se preveč naprezali v iskanju novega kandidata v smislu, da so vrgli oko daleč, ampak so kar v notranjih rezervah našli očitno rešitev. Zdaj ne vem, ne moremo reči, da je na podlagi referenc dobil to službo, bolj na podlagi nekih preteklih zaslug kot igralec, ampak Misliš, da bo že rekel preferenc? Ja, referenc, ne preferenc, ponavljam. Skratka, ne vem, se pravi, 102 nastopa za reprezentanco ti pač ne zagotavljata zgodbe o uspehu na selektorskem stolčku, ampak ne bi ga pa zdaj še preden je prvič odvodil kakšno tekmo pribijal na križ, ker moramo seveda dati tudi selektorju čas. Videli bomo, kako bo kliknilo predvsem z igralci, to je najpomembneje. Nekajkrat je že kliknilo, ko je zamenjal Keka, ko prejšnji selektor ni mogel voditi reprezentance, ampak zdaj, ko je pa on v sedlu glavni, ko odloča naš kajzer, pa bo seveda drugače. Preden, Jože, dobiš še ti besedo, moram sam tu ustaviti, ker dobim ošpice, ko to vidim. Včeraj v sporočilu za javnosti Nogometne zveze je bilo, da ima 102 nastopa, ampak med temi nastopi slovenske reprezentance so vse neuradne tekme, tudi tekme proti novinarskim reprezentancam. Mislim, da je eno združenje Oskar še zraven, torej tekma proti tem združenju. In tu je Boštjan Cesar dobil nek dodaten fantomski nastop, fantomski v smislu uradnih tekem, sicer pa 101 nastop na uradnih tekmah. Ja, pa potem si lahko novinarji lestimo, da je igral proti nam, ne? Ja. Jože, izvoli. Najprej o selektorju Cesarju. Če je bil kdo predestiniran, očitno, da bo nekoč postal selektor slovenske reprezentance, je bil to v zadnjih letih Boštjan Cesar, smo pa danes izvedeli iz ust predsednika Nogometne zveze, da je
citiram, Boštjan Cesar je bil predviden v strategiji NZS-ja, zato smo ga priključili Matjažu Keku. Kar je, se mi zdi, zanimiva izjava. O tem, kako morda dolgosežen pogled na selektorsko mesto, pozicijo imajo na Nogometni zvezi Slovenije, čeprav ponavadi tega občutka nismo dobili. Ena pričakovana izbira, ne ravno takšna, ki bo zdaj povzročila euforijo med slovenskimi nogometnimi navijači. Vse bo nekako odvisno od rezultata. Eno zanimivo misel sem slišal v zadnjih dneh, da je pač zdaj, ko gre na Evropsko prvenstvo 24 reprezentanc in ko gre na svetovno 48, da seveda lahko Slovenija v vsakih kvalifikacijah doživi le uspeh ali pa neuspeh, da neke umestne poti ni. Torej, če se uvrstimo, je uspeh, če pa se ne uvrstimo, je neuspeh. In se mi zdi, da bi se glede na to, kakšno sito je nastalo sploh v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo, da bi se s tem kar strinjal. Bi me zanimalo, koliko je vendar ne ravno vpliva, ampak če so se na Nogometni zvezi posvetovali, če je predsednik zavrtel telefon, poklical kapetana, poklical podkapetana, še pred torej končno izbiro selektorja, se z njima nekako preveril vzdušje v ekipi, oziroma mnenje ekipe. Si ne predstavljam, da najpomembnejši nogometaši ne bi imeli vsaj nekega vpliva na to, kdo bo selektor oziroma koga bi slačilnica odobrila in koga ne bi. Tako kot v drugih moštvenih športih oziroma reprezentancah. Zdaj, če samo v Sloveniji pogledamo, si ne predstavljamo, da verjetno košarkarski glavni igralec nima besede o tem, kdo bo selektor. Lahko se kar tu ustavimo. Smo prebrali lahko v medijih v zadnjih dneh, tednih, da je bilo precej nevolje med igralci ob izboru, da so nekateri ključni igralci izkazali neko neodobravanje. Moram reči, da sam iz kar zanesljivih virov lahko rečem, da je kapetan reprezentance razmišljal tudi o temu, da bi končal reprezentančno pot, morda celo, ko bi Boštjan Cesar postal selektor reprezentance. Boštjan Cesar je tudi o tem govoril danes, pozneje ga bomo slišali. On čuti, da ima podporo igralcev, tudi kapetana. Imate vi kakšne dodatne informacije glede tega? Če se to zgodi, potem je pa res nekaj narobe v slovenskem nogometu. Itak je že narobe, itak je že največja ironija to, da na isti dan uradno dobimo selektorja in izgubimo prvoligaša, kar je krasna slika in prilika, kot bi rekli na jugu slovenskega nogometa in pač nogometne zveze. Ampak če se to zgodi, potem pa res ne vem. Moram reči, da ne smemo, torej ko bo prišlo do spiska reprezentantov marca, še ne smemo narediti dokončnih zaključkov, kajti povsem realno je, da bi se lahko Jan Oblak takrat odločil, da bo rekel, preveč pomembne druge tekme imam trenutno in bom izpustil to reprezentančno akcijo, ampak takrat septembra, takrat pa bo to najbolj pomembno, in če takrat tudi Jana Oblaka ne bo zraven, bo velika škoda za slovensko reprezentanco. Ne vem pa, koliko je nujno to povezano z imenovanjem Boštjana Cesarja. Torej, kot rečeno, slišal sem, da je tudi ta možnost, je pa Jan Oblak že, kot sem razumel, že prej tudi razmišljal o tem. Žalosten, resen in zaskrbljen začetek prve novoletne žoge. Nismo neki navdušeni, vidim. Vsi smo preveč, morda neke pomisleke imamo. Dejte vam, fanti. Morda ravno iz tega tudi vlečemo vse skupaj, ko je imel z Oblakom težave Kavčič, pa je potem Kek skupaj s predsednikom v Španiji vse nekako razrešil, tako da če bi Cesar opravil prvo pot pred Brdom pri Kranju v Madrid k Atletiku, bi verjetno bilo vse skupaj bolj zanesljivo oziroma mi manj zaskrbljeni. Prisluhnemo, kako razmišlja Boštjan Cesar po današnji tiskovni konferenci. Sva govorila tudi o teh kritikah in kako na njih odgovarja.
Boštjan Cesar, čestitke ob imenovanju za selektorja slovenske nogometne reprezentance. Prve medijske obveznosti, prve naloge ste opravili, veliko težje še prihaja, ampak kako ste te prve korake v vlogi selektorja doživeli? Lep pozdrav in hvala za čestitke. Zelo pozitivno, velika čast mi je, da sem postal selektor svoje države. Veliko mi to pomeni in normalno, ko mi čakam, da začnemo delati. Kako je vse skupaj potekalo v zadnjih dneh, v zadnjih tednih, v pogovorih z predsednikom Radenkom Mijatovićem? Ja, s predsednikom so se usedla, lepo so se pogovorila. On mi je povedal svoje stvari, jaz sem povedal svoje plane, tako da tukaj ni bilo veliko različnih stvari, tako da smo se hitro uskladili in se zahvaljujem njemu in izvršnemu odboru, da so me potrdili. Kakšni so vaši plani? Kakšna želite, da je Slovenija, da je slovenska nogometna reprezentanca na zelenici, da nimo eno leto od zdaj? Torej, kakšen bi bil razvoj slovenske reprezentance v naslednjem letu? Ja, če se lahko vrnem na obdobje Evropskega prvenstva 2024, to je Slovenija, ki je bila konkurenčna z največjimi ekipami v Evropi. To si želim, da lahko igramo z vsemi, da se ne bojimo nobenega in da v vsakem trenutku na igrišču vemo, kaj počnemo in se obnašamo s pravili, ki jih bom zahteval od igralcev. Ta reprezentanca je na Evropskem prvenstvu se tudi prebila v izločilne boje. Kakšen pa je vaš cilj, naslednji umestni cilj? Je Liga narodov konec tega leta, potem pa veliki cilj za slovensko reprezentanco, naslednje veliko tekmovanje, ki bo leta 2028 Evropsko prvenstvo? Ja, če se obrnem, prvo bi v teh pripravljalnih tekmah, prijateljskih tekmah, ki so v marcu in v juniju, ki rezultat ni v ospredju, ampak bo razvoj naše igre in seveda opoznavanje mojih stvari. Tukaj si želim, da čim bolje upijemo stvari, da vsak trening izkoristimo maksimalno, vsako tekmo, da vidim igralce to željo, ki sigurno bo na nevisokem nivoju in normalno v Ligi narodov si želim, da normalno, kakor so bile že cilji postavljeni na sestanku in danes na novinarski konferenci, da se ostane v Ligi B. Seveda, kakor pa rekel tudi predsednik glede Evropskega prvenstva, kvalifikacij, da odvisno od žrebu, ampak jaz se želim, da smo konkurenčni, da pritegnemo ljudi na stadion, da so naš 12. igralec in da seveda moj cilj je definitivno visoko postavljen, da gremo tudi na Evropsko prvenstvo. Ste se že pogovarjali z igralci, z svojimi novimi varovanci? Kakšna je bila doslej komunikacija? Kaj so vam povedali? Seveda, da sem kapetan takoj poklical, sem bil v stiki tudi z nekaterimi drugimi igralci, tako da podaljšana roka kapetana Jan Oblak je bil pozitiven in normalno, da tudi on je naša ikona, tako da največji tudi velik profesionalec in tako se mora tudi postaviti in mora se vedeti hierarhija v ekipi, tako da je pa res, da bom delal na kolektivu, na ekipi in ekipa lahko da posameznika, ki lahko odloči tekmo, ampak na prvem mestu je Slovenija, grb in tako tudi mora biti. Iz nekaterih medijskih zapisov, z nekaterih virov smo začutili, da morda nekateri niso povsem z odobravanjem sprejeli vašega imenovanja. Kako odgovarjate na to? Pa jaz ne bi šel v detalje, ker polemike so in so bile. Jaz točno vem, kaj si, če gremo konkretno, glavni igralci mislijo. Tako, kot je bilo v medijih napisano, je predstavljeno in kot sem rekel, ne bi komentiral, točno pa vem, kaj si oni mislijo in to mi je veliko pomeni, da so
z nami, da so del tega in da komi čakajo, da se dobimo vsi skupaj na zboru v marcu. To se bo zgodilo konec marca, ko bo Slovenija igrala 2 tekmi z Madžarsko in tudi v gosteh s Črno-goro. Ta prva tekma z Madžarsko še čaka na uradno potrditev, za Črno-goro smo danes to izvedeli. V javnosti ob vašem imenovanju pa tudi nekaj pomislekov. Glavni je bil, da niste zelo izkušeni, doslej ste bili pomočnik selektorja, vodili tudi mlajše reprezentance, v minuli sezoni pa ste bili trener Maribora. Ja, nogomet se hitro odvija, hitro spreminja, hitre odločitve moraš sprejeti, tako da velika izkušnja je bila tako, ko sem bil imenovan za U19 selektorja. Čez noč, ko sem kariero svojo dal na klin, bom rekel, sem se takoj prijel že trenerskega dela. Zahvalen sem Matjažu Keku, da mi je povabil v članski nogomet, v A reprezentanco, v kateri sem ponosen, da smo naredili vrhunski rezultat, največji v zgodovini Slovenije, tako da tudi velika izkušnja je bila samostojno delo v Mariboru. Je res, da tudi v Evropi in v svetu je veliko trenerjev, ki ni bilo izkušenih, pa so naredili ogromne rezultate. Lahko rečem tudi, kakor so se že omenjali danes na preskonferenci, nekatere stvari, nekatera imena trenerska, tako da jaz ne vidim tukaj velikega problema. Je res, da izkušnje te naredijo še močnejšega, ampak v izkušnjah se moraš zboriti, stojim za svojimi odločitvami in normalno na koncu je rezultat tisti, ki te drži. Zdaj imate tudi priložnost odgovoriti na nekatere kritike. Ena je bila tudi, ko ste kot pomočnik odšli trenirati Maribor, enega največjih klubov v Sloveniji, ampak zapustili reprezentanco sredi akcije. Nekaterim je to šlo v nos. Kako njim razlagate svojo odločitev? Lahko rečem, da sem reprezentanco zapustil korektno, da sta prva 2, ki sta dobila informacijo, je to predsednik Nogometne zveze in takrat selektor Matjaž Kek. Bil je korekten pogovor, daljši pogovor, tako da vse stvari smo dali čez in sem na to tudi sporočil igralcem. Tako da je bilo sprejeto, bom rekel, pozitivno, ker so točno vedeli, da me mika samostojno delo, korak naprej v moji karieri in Maribor definitivno je to bil. Tako da razšli smo se korektno, ostal sem v odnosih dobrih in z Matjažem Kekom in z ostalimi igralci, tako da glede igralcev pa je samo pozitivno bilo. Je res, da timing ni bil idealen, ampak, kot sem že rekel prej, v nogometu so odločitve hitre in moram zavedati, za temi odločitvami tudi stojim. Boštjan Cesar, veliko sreče in hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Moram reči, da ko so se pogovarjali, sem tudi dobil občutek, takrat, ko se je to zgodilo, prej si že ti omenil, Boštjan, za tisto tekmo, mislim, da je bila s Kazahstanom, torej ta akcija, sredi katere je Boštjan Cesar zapustil reprezentanco, da je to predvsem mnoge zmotilo. Mene takrat, ko se je to dogajalo, ja, nerodno je, da se zapustiš reprezentančni tabor sredi akcije, sredi zbora, ampak kot je rekel, takrat se je moral odločiti, ali gre ali ne gre, takšna služba za takšno, da ne rečem, napredovanje, za takšen korak naprej v karieri. Ampak za mladega trenerja, jaz moram reči, da bo po Keku na vrsti on, ne? Zdaj pa samo to zamerili, morda igralci, ja, ne vem. To se sprašujem tudi jaz. A je bil to na nek način izdaja igralcev, da so nekateri morda tako razumeli, ali pa je morda Cesar v mislih imel to, da se bo Slovenija vendarle prebila na to svetovno prvenstvo in da še nekaj časa ne bo selektor in da je zato hitro pobral šila in kopita in odšel. Trenutek res ni bil pravi. Zdaj, ne vem, Maribor verjetno tudi ni želel čakati, sploh ob teh
njihovih vihravih odločitvah, ki smo jih že vajeni, lastniških, ampak to me najbolj zanima. No. Kaj je imel v mislih, ker praktično je bilo to tako vse skupaj izpeljano oziroma je zapeljano na tej nogometni zvezi Slovenije, da je tako kot na britanskem dvoru, ne, ko veš, kdo bo naslednik tistega, ki pač umre oziroma neha opravljati svojo funkcijo. Ne. Nobenega presenečenja, vse je bilo jasno in ne vem, zakaj je zdaj v tem primeru takrat Boštjan Cesar postal pa neke vrste Harry britanskega dvora. Precej bo pomembno... William. Harryja so izobčili. Ja, Harry. Ja. Sej to je bila tvoja poanta. Moj Luk. Predvsem je pomembno, če je ta poteza pustila kakšne posledice pri igralcih, kot že omenjamo, če so bile tudi kakšne zamere. Bil je precej zadržan Cesar na predstavitvi, tudi o Mihu Zajcu ni želel kaj prida razpredati, ni omenil, vsi najboljši bodo igrali ob njegovem imenu, ampak da se bo tudi z njim pogovoril, ker je v dobri formi pri Dinamu. Jože, tvoj pogled sploh na to, takrat, kako je zapustil in postal takrat trener Maribora v tistih jesenskih dneh? Marko bi znal bolje imitirati, ne? Da Maribor kliče samo enkrat. Ne? Ja, ne vem, no, mislim... Nogomet je vedno tako živa zadeva, ne, da se stvari z danes na jutri, kot velikokrat slišimo, pa da ne ponavljamo klišejev preveč iz ust nogometašev in trenerjev, da se stvari res lahko hitro spremenijo. Jaz mislim, da ne vem, no, če je tu izvir kakršnekoli zamere nogometašev do Boštjana Cesarja, bi seveda to morali tisti, ki so bliže reprezentanci na nogometni zvezi, seveda vedeti in se tega zavedati. Je pa res, da mislim, Boštjan Cesar ni uspel v Mariboru, ampak kdo pa je nazadnje uspel na trenerskem mestu v Mariboru, ni pa tudi bilo še zdaleč ne vse slabo pod njegovim vodstvom v Ljudskem vrtu. In malce nepošteno ga morda sodimo po tisti njegovi mariborski epizodi, ker vemo, kdaj je prišel na klop mariborskega kluba, vemo, kdaj je odšel, oziroma da v bistvu ni imel nekako prave kontinuitete, ne, v smislu tega, da bi lahko zares kvalitetno oddelal z Mariborčani, nastavil in priprave in vse skupaj. Tako da je nehvaležno govoriti o tem obdobju, kot je tudi nehvaležno govoriti o vseh v bistvu mariborskih trenerjih in jih soditi v zadnjem obdobju. Kakšno Slovenijo pričakujete čez 2 meseca? Marca bo Slovenija igrala, kot vse kaže, doma proti Madžarski in v gosteh proti Črni Gori. 2 prijateljski pripravljalni tekmi sta to. V 2 različnih sistemih. Predvsem preizkušanje na prvih 2 tekmah. Upam, da se bo uresničila to njegovo razmišljanje na tiskovne konference, ko je rekel, da si želi, da ima Slovenija več posesti. Zdaj vprašanje, katere igralce bo za to uporabil, če ima Slovenija sploh kapacitete igrati tako kot... Jaz bom presenečen, če bo igrala Slovenija z veliko posesti. Ja. Mislim, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je rezultat na prvem mestu in Slovenija mora zdaj igrati precej pragmatično, da je uspešno. Sploh v reprezentanci, ne, nimaš veliko časa, da boš ti zdaj uigral, pa te sisteme, pa velikrat bo kdo poškodovan, velikokrat bodo kakšne odpovedi. In tu je ta izkušenost, ki jo pogrešamo pri Cesarju, ta trenerska izkušenost, to so selektorska mesta ponavadi za izkušene trenerske mačke. Ampak ja, se pravim, če bo energija prava, če bodo znali v reprezentanci sprejeti to, da je on selektor, potem ni strahu, mislim, da bo bliže igralcem, kot je bil selektor Kejko v tem pogledu. Pa ne, da ne bi imel avtoritete, ampak ne nazadnje tudi po letih jim je bliže in tudi sam je bil krajši čas kot Kejk del reprezentance v smislu igralskih časov, tako da ja,
bomo pa videli, koga bo tudi izbral za pomočnika. Tudi pomočniki znajo biti zelo pomemben faktor, ne? Kot smo videli tudi Cesarja pri Keku. Pomočnik je pa neka, ne bom rekel, da prijatelj igralcev, ampak je neka vez med trenerjem in igralci. Mnogokrat tudi igralci tarnajo raje pomočniku kot selektorju oziroma trenerju, in tu bo zelo pomemben nekdo, ki bo znal to skomunicirati na relaciji selektor-igralci, ta most. In kdo bo ta most, upam, da bo kakšen dober, karakterno predvsem posameznik, ki bo znal prepričati na eni strani svojega šefa in na drugi strani umiriti žogo pri varovancih. Ravno zdaj smo bili morda malce skeptični, ker neka skepsa se čuti tudi v nogometni javnosti širše in ožje, ampak ravno ta vidik pa se mi zdi, da je ta bolj optimističen, da je bil on eden ključnih členov torej štaba, ki je znal zmotivirati igralce in da so igrali za Slovenijo, za vse, da jih je znal dobro zmotivirati in iz njih iztisniti maksimum, in če bomo to uspelo tudi v vlogi selektorja, bo naredil veliko. Se mi pa zdi, da ko si omenil njegov trenerski štab še zraven, bom presenečen, če bo precej drugače, kot je bilo doslej. Torej, Jokić in Radosavljević sta bila ob njem v Mariboru. Na koga še pozabljam? Jože? Trener vratarjev. Ja, vratarjev. Kdo je bil trener vratarjev? V Mariboru so imeli Mitjo Piriha in Jasmina Handanovića, ki pa nista prišla z Boštjanom Cesarjem. Tako. Morda bo Mavrič, ne vem. Ogibam. Ja, vprašanje tudi, kako bo z Mavričem. Je pa danes, ko ni bil jedrnat Boštjan Cesar, razmišljal tudi o dvigu energije, morda zna ravno za to poskrbeti, ampak nekaj spremembe bo potrebno potegniti tudi na igrišču. Govorili smo o jeseni, kateri nogometaši so bili dolžniki v kvalifikacijah, ponuja se nekaj novih imen, nova era in nov selektor in verjetno kakšne spremembe, morda na sredini igrišča, morda v napadu kakšna sprememba, pa tudi seveda prilagoditve njegovemu sistemu, če bo res tako igral, kot je napovedal. Vidva sta bila na Brdu, Boštjan pa Luka. A je imel velike oči kot selektor? Moram reči, da je bilo strahospoštovanje videti pri njemu, recimo? Se mi zdi, da je imel, ko se je usedel za mizo, je imel strahospoštovanje, ne vem, če je prava beseda, ampak je imel neko spoštovanje. Odgovornost. To se je gotovo čutilo. Hudo zakrčenost. Predvsem, ko se ugasne mikrofon, je bil precej bolj sproščen. Se mi zdi, da je retorično sicer kar zahtevno stopiti v čevlje bivšega selektorja Matjaža Keka, ki je bil pa v tem eden najboljših, ne, in je iz tega vidika, to res zahtevno delo, ne, ampak na koncu ga mi ne bomo ocenjevali, ga javnost ne bo ocenjevala po tem, kako je retorično sposoben, ampak kako bo Slovenija igrala na igrišču. In če bo Slovenija odlična na igrišču, potem bo to vse povsem nepomembno. Kakorkoli Srečko Katanec ni bil v svojem prvem mandatu zelo dober retorik, ampak ko je bila Slovenija uspešna, ga je celotna nogometna javnost vzela za svojega in te njegove retorične spodrsljaje je vzela za pozitivno, ne za negativno. Mene zanima, zelo je bil uraden. Če se Cesar recimo zaveda, da je morda to pa zdaj njegova zadnja trenerska priložnost, da mu vendarle uspe. Zadnja pa ni. Tudi če mu ne uspe, pa se je druga šele. Ne? Ampak na tako visoki ravni. Ne? Mislim, to zdaj, pa nikoli ne veš. Ne? Če bo on čisto pogorel na slovenski klopi, a bo dobil kdaj klic, ne vem, iz Italije, iz Francije, kjer je bil, lahko gledamo nazaj, Hrvaške. Slaviša Stojanović ni bil uspešen slovenski selektor, ampak on je imel tudi po tem, ko je bil slovenski selektor, še veliko lepih priložnosti in se mi zdi, da... Ja, pa to je referenca, ne? Gotovo je pomembno imeti to na CV-ju. Jože? Prvič smo imeli, se mi zdi, da prvič, Boštjan je tisti tu, ki bo najbolj merodajno lahko povedal, ampak verjetno prvič, da je Nogometna zveza imela pred seboj izbiro, ko se je nekdo jasno in glasno sam ponujal. Ne?
jaz bi bil selektor. Ne. In potem na koncu ni bil izbran. In se mi zdi, da bo ta dinamika bo zdaj zelo zanimiva. Se mi zdi, da iz tega vidika slovenska reprezentanca oziroma novi selektor nima ravno veliko časa, da javnost prepriča, da pa bo to na nek srednji dolgi rok izgledalo bolje, ker mora, se mi zdi, tako izgledati bolje, kot je izgledalo v zadnjih kvalifikacijah, ker sicer bodo seveda te kritike iz verjetno tudi nogometnih krogov, pa izven nogometnih krogov hitro glasne, ne? Češ, zakaj pa niste vzeli tistega, ki se je jasno in glasno sam ponujal. Ne? Tako da, ne vem, ta dinamika se mi zdi zanimiva, se mi pa zdi, da je da to, da je bil Boštjan Cesar, da je zdaj slovenski selektor, kako uspešen, neuspešen bo in to, da je bil trener Maribora v nekem obdobju, da je morda manj pomembno za njegove potem nadaljnje korake ali pa priložnosti v karieri, kot to, kako nekako široko razvejano mrežo poznanstev si je sam zgradil skozi nogometno kariero, ne? Ker se mi zdi, da priložnosti v tujini dobivajo malo številni slovenski trenerji, da je tudi zaradi slabo razvejene nekako svoje menedžerske mreže in se mi zdi, da ni to tak pomemben faktor. No. Ja, Cesarju je zelo jasno, da ne bo dobil časa, da bi ugajal, ampak da so pomembni samo rezultati, to pa je v svoji današnji zadržanosti vendarle kar nekajkrat na glas omenil. A pričakujete kadrovsko revolucijo? Nenagradno vprašanje za vas, v smislu igralskega kadra. Zbora igralcev. Spremembe pa. Zajca pričakujemo, Zajca. Ne revolucijo. Zajca pričakujete nazaj? Jaz ga pričakujem. Mislim, dobro sezono, danes tudi omenil, da zelo nekaj, kar želimo, nekaj, kar je pa realnost. V drugi sistem bi kar sodil Zajc, ki ga je omenjal Cesar. Igrala pa Slovenija zdaj sistem brez desetke položaja, na katerem je Zajc najboljši. Zdaj pa ali bo igrala nadaljne z desetko ali ne. Pa ne vem, jaz mislim, da Slovenija tako širokega bazena nima, da bi se lahko šla revolucija na igralskem področju. Ja, pa res, da te zveze, ki jih je omenjal Jože, ni nepomembno sploh pri ustoličenju Boštjana Cesarja, kdo in zakaj bi znal igrati. Zanimivo sicer je bilo slišati, ker sem ravno razmišljal, da pa časa pa ima dovolj, ne? Ker zdaj sta dva reprezentančna termina z prijateljskimi pripravljalnimi tekmami, Liga narodov je jeseni, pa ni najbolj pomembno, potem je pa šele naslednje leto se začnejo kvalifikacije. Tebi se zdi, da ni pomembno. Ampak če bo izgledalo podobno, pač realno gledano, kar je tudi prejšnji selektor Kek priznal, ne, slabo v večini kvalifikacij, potem ne bo dobro. Ne. Jaz mislim, da bomo že po marcu približno vedeli, kam bi lahko to vse šlo. Ker bo ta prvi stik z reprezentanti, stik selektorja in reprezentance na igrišču, ne bomo zdaj videli vsega, kar ne bo vseh kart razkril najbrž na prijateljskih tekmah, bo veliko tudi menjavo, tako da ne bomo dobili čiste prave slike, ampak bomo pa videli, no. Bomo opazili spremembo, če bo spremembo želel narediti selektor v smislu ne samo sistema, ker sistem koncev niti ni pomemben. V igralskem kadru. Ja, v igralskem kadru, pa energija, pa vse. To se bo pa takoj opazilo. Kar se bo opazilo, se mi zdi tudi, pa ne, niti ne v pozitivnem, negativnem smislu pričakovan, ampak kako drugačni bodo tudi pogovori Marka Cirmana po koncu reprezentančnih tekem. Zdaj ne vem, a meni se je tudi iztekel mandat? Ne. Ti si vezan na drugo službo. Pa prosim za tiskovno konferenco pa predstavitev, da podaljšujemo pogodbo, povečan obseg dela. Ne, to spada vse. Ja, super, the best. Drugi polčas. Začenjamo pri prestopnem roku in tako kot poleti, Marko, Celje najbolj aktivno med vsemi, mislim, da izstopata, ker nista tako pogosti v slovenskem nogometu, pa v zadnjem času bolj kot prej, dve lepi prodaji igralcev, torej dva lepa posla, ki sta Celjanom uspela v zadnjih tednih. Ja, res je, nekako se je ta Kovačevićev odhod napovedoval. Moramo vedeti, da je na Majorki vse boljši formi Kučiš in potem ne bi bilo prostora za oba napadalca. Zdaj je pa, bom rekel temu, Kovačević še toliko
malo je sicer ugašal proti koncu letošnje jeseni, ker je bil tudi on utrujen, ampak nekako je bil tako vroč strelsko po statistiki, da so morali Celjani pa ujeti ta pravi trenutek, ker bog ne da bi se zgodilo karkoli na podobni poti, kot se je zgodilo s Kučisom. Moral je seveda, ker je Sešljar bil v načrtih Celja nekdo oditi in tudi v tem pogledu so morali Šturma prodati, da se je naredil prostor za Svita, ki je nesporna številka 1 v željah pri Albertu Rieri že iz časa Olimpije. Bo pa to precej drugače z igro Celja, kajti Šturm in Sešljar sta oba zelo pomembna bila za ekipi, torej prva polovica te sezone. Kovačevič in Šturm. Ne, Šturm in Sešljar, mislim, ker sta torej naravni naslednik Kovačeviča je Kučis, za Šturma pa Sešljar. Ciljaš na to, da bi Celje še bolj utrdilo svojo posest, skrilo žogo nasprotniku in ne tako na tekaško prehodno igralo. Ker zdaj imaš samo Josifova v bistvu, ne? Ampak to je na trenerju, mislim, da upam, da ne bo to vplivalo, kot je vplivalo takrat, ko je bil še Svit v Celju na Kvesiča. Kvesič izjemen v letošnji sezoni. Upam, da bosta kliknila med seboj, da si ne bosta požirala statistike v negativnem pogledu, sicer pa bi upozoril tudi na zelo pomembno in dobro kakovostno okrepitev Ivana Čalušiča, zadnji vezni nogometaš Radomelj. Slišim, da kaže ne samo dober odnos, tudi izjemno kakovost na treningih, tako da tu pa je seveda spet dodana vrednost ob tem, da se še Mark Zabukovnik pa tudi vrača, ne? Počasi po poškodbi. Zelo pomembno za celsko ekipo. Jasno, da so. Naj pa ne bi, iskali zamenjave za Kovačeviča v Celju. Se pravi, da je Kučis. Kučis prihaja po tako dolgi poškodbi, da je res kot menjava. Napadalci so najbolje plačano prodajno blago, ampak ko sem malce pregledoval, Olimpija je prodala Ivana Durdova, Celje Kovačeviča, Koper Tomija Juriča, Bravo Aldina Jakupoviča. Oba Juriča sta šla. Eden za drugim. Pa tudi pri Primorju Smajlagič, ali bo to obrambni slovenski spomladanski nogomet z izjemo Celja, ki je to nadoknadilo z vrnitvijo po poškodbi, ampak jasno, da se bo potrebno prilagoditi moštvu in dobro igrati v napadu. Olimpija nekaj krpa z Lorencijem in z Oforjem, odšel je tudi tam na Škotsko, za Talisona ni več prostora. Kam je šel? Tam na Škotsko. Sicer pa nekaj čistke tudi pri Zelkoviču v Kopru. Jelič Balta ni po njegovem okusu, Bohar je tudi ostal brez službe, Brown, Irabor in Sadzuce sta ukrepila Koprčane. Nekaj sprememb tudi pri Aluminiju, spet ima vratarskega kolega, vratar, ko sta bila nekdaj skupaj v Celju, Raduha in pa prvi vratar Aluminija, Rozi, tam je še Korun je še prišel. Suso in Korun je tudi v Aluminiju, v Mariboru pa 2 mladca, od teh pa več ve zanesljivo in že. Ja, ampak jaz pričakujem večji tempo v ligi, glede na to, da bojo klubi vsak 9. konec tedna prosti. To pa je možno. Jože, najprej pred Domžalami še v Mariboru. Si razumel, ne? Da, to, bravo. Hvala lepa. Klikari še delajo. Spet v 4 mesecih 2 tekmi manj. Torej, Jože, v Mariboru prej, ki je Boštjan omenil opazne odhode v napadih prvoligašov, tistih na vrhu lestvice, pa ni omenil mariborskega, torej Maribor zadržal jedro ekipe, več ali manj pa dodal predvsem Tija Cipota, se mi zdi najbolj odmeven nakup. Zdaj, koliko je to bil načrtovan prihod, prestop, ne vem, slišim različne nekako zgodbe, da je Tijo Cipot kar nekako slučajno padel v Mariboru naročil pri GAK-ju, športni direktor in trener nista bila navdušena nad njegovo delavnostjo in vnemo pri treniranju, čeprav je jasno, da so navijači ga cenili zaradi njegovega tehničnega znanja, zaradi pač ideje v igri. Tijo Cipot je, se mi zdi, tudi precej polivalenten nogometaš, ki lahko pri Mariboru marsikje
pomaga, marsikje pride prav, se mi pa zdi, da je se klub se je odpovedal torej Gregorju Sikošku, ki je bil pred tisto zares nesrečno, dolgotrajno poškodbo, odsotnostjo zelenic nekaj časa tudi slovenski reprezentant, zdaj pa je pač brez odškodnine odšel v Varaždin, tako da bolj evolucija kot pa revolucija, kar se mariborskega nekako poslovanja v prestopnem roku tiče. Trenerju Feji Dudiću je bilo ponujenih kar nekaj nogometašev, bojda pa jih je že pred nekaj tedni tista imena vsa po vrsti zavrnil, da ne pašejo v njegovo nekako idejo igre, tako da me res zanima, kaj bo v bistvu Maribor, če bo še kaj storil, če bo še kaj aktiven v bistvu na levem bočnem položaju, kjer ima trenutno le Bumbiča, ki pa res ne navdušuje, in v kakšni formi se bo vrnil po poškodbi, ko bo se lahko vrnil Benjamin Tete, ter tudi Jean-Michel Serine, ki je na Afriškem pokalu narodov, se mi zdi tudi nekaj tekem odigral od začetka do konca, bi znal biti res dodana vrednost v drugem delu sezone, če bo seveda sposoben igrati na tej minutažni obremenitvi v drugem delu sezone. Se mi pa zdi, da sta tako za Maribor kot za Olimpijo trenutno, danes je 21. januar, ampak da trenutno navijači težko, da so glede na tale prestopni rok evforični, no? Tako v Mariboru kot v Ljubljani. Se mi zdi, da se dogaja manj, kot bi pričakovali, manj, kot bi si želeli in manj, kot se zdi, da bi bilo nujno v obeh klubih. Omenili smo torej zdaj nekaj odmevnih nakupov in odhodov v slovenskih prvoligaših. Ja, tudi bravo, omenil si Adina Jakupoviča, uspešno je tudi prodal Gidada, veliko pa prodaj v Domžalah, preden je klub zdaj v zadnjih dneh pa zaprl vrata. Ampak ni še uradno, je sploh že uradno to. Včeraj je v Športu Simonu Šparovcu, kolegu iz TV-a, Stano Vražen povedal, da je ampak tam sem videl, torej, da je dokončno konec domžalske zgodbe. Predsednik Nogometne zveze Radenko Mijatović je danes omenil, da še ne ve, ali bo klub razglasil stečaj ali niso ne. Niso dobili nobenega dopisa, ne? Ja, kakšen bo zdaj naslednji korak. Fanshop ne dela več. Ja. Tudi Tonči Žlogar je se nekako poslovil, sicer zapisom na Facebooku, ampak pač ne vem, tudi to nekako šteje verjetno, zdaj, če glavni trener napiše, da je žalosten dan za nogomet in da bodo ostali prelepi spomini, potem verjetno je to to. V tem trenutku na Transfermarktu le 15 igralcev Domžal. Ja, veliko jih je odšlo v tem roku in kot kaže še bodo vsi ostali, ki bodo seveda nadaljevali kariero, tudi poiskali nove sredine, kajti Boštjan, domžalske zgodbe. Konec in je to, moram reči, da žalostno za slovenski nogomet. Uspešen klub, ki je večkrat predstavljal Slovenijo v Evropi, dvakratni prvak, predvsem pa klub, ki je dobil licenco. Ja, dobil licenco, tudi danes smo to vprašali predsednika Mijatovića, pa je rekel, da so lahko dali licenco na podlagi tistih dokumentov, ki so jih prejeli in jih imeli, drugih, v katerih niso imeli vpogled in so bili precej bolj negativni, pa na podlagi tistih niso mogli do svoje odločitve. Ni licenca neke vrste regulator, kjer bi moral vse pogledati, ne razumem, kako so spustili skozi to sito, skozi ta jez registracije. Sploh zaradi tega, ker so bili kar rigorozni v drugih primerih. Ne? Ja, recimo Rogaška, ne. Recimo. Preglasni so bili po Facebooku, ampak niso pa imeli potem dovoljenja za igrati v prvi ligi. Pa ne samo zaradi Facebooka, tudi zaradi starih, ampak predvsem manjših stvari, kot pa v Domžalah. Malce sprenevedanja tudi na gledanje skozi prste, jaz ne vem. Zvezi Slovenije, ko so nogometaši podpisovali tiste zamujena izplačila. Tukaj bi si verjetno zveza pri licenciranju lahko postavila nek limit, če je dolga sedaj 3,5 milijona, 4 ali še celo več, je vpogled, če ga nima zveza pri licenciranju
koliko so dolžni dobaviteljem, sodelavcem, pisarni, ostalim, pa bi lahko bil postavljen, če ne to pljunek v lastno skledo, en limit, se zmišljujem, 500 000, da lahko samo prolongirajo nogometaši, popustijo za kasnejšo izvršbo, ampak sedaj so prišli do konca in pljunili, škodovali sami sebi. Gotovo zgodba, ki se je... En podatek je pa bil, ko je Grega Karmavnar, naš kolega, PR-ovec Domžal, zapustil, nazadnje tehnični direktor, nazadnje zapustil Domžale, da tam res gori pod nogami. Še o afriškem finalu, torej afriškega prvenstva, izjemno zanimiv, je bil zelo, zelo nenavaden. Za tiste, ki niste ujeli, če ste gledali prvih 90 minut, prav veliko niste videli, potem pa kraval v sodnikovem dodatku, najprej razveljavljeni gol zaradi mejnega prekrška, če je sploh bil po kotu, odbitek je senegalski igralec pospravil v mrežo, ampak sodnik je že prej piskal, tako sem razumel, potem sosledi dogodkov in zaradi tega ni smel posredovati VAR pri tej zadevi. Mislim, da marsikdo tam ne bi dosodil prekrška in bi ob ponovnem pogledu posnetka se odločil, da gre za regularen zadetek. Potem pa nekaj minut pozneje, skoraj na koncu tekme, ko je bilo že vsega konec, pa spet na drugi strani kot in prekršek nad maroškim napadalcem, torej nad Brahimom Diazom. Najprej nihče ni niti reagiral, potem pa so tam šli gledati VAR posnetek in naknadno se odločili, pa spet mejen prekršek, vlečenje v kazenskem prostoru. Precej pogosto so se odločili dodeliti domačinu Maroku 11-metrovko. Senegalci se niso uspeli s tem sprijazniti, zelo so se jezili, najprej na igrišču, potem so zapustili igrišče, šli v garderobe, nekateri so ostali na zelenici, med njimi najbolj glasen je bil gotovo Sadio Mane, ki je potem šel tudi po svoje soigralce v garderobo, jih pripeljal nazaj. Po 15 minutah je Brahim Diaz izvajal to 11-metrovko. Nalašč je zgrešil. Ja, ni nalašč zgrešil. Panenko je udaril neposredno v naročje Mendija, v podaljšku pa že kar na začetku fantastičen gol Senegala po protinapadu, strel z roba kazenskega prostora v kot, ta prečka se je odbila v mrežo in potem je Senegal, kljub temu, da je okvir gola še Maroko zadržal to vodstvo in zmagal. Takšno je bilo torej sosledje. Moram reči, da ko sem gledal tekmo, je bilo kar, čustveno je moralo biti izjemno zahtevno za ene in druge. Ne. Najprej, ko se ti tisto dogaja, ko se ti zdi, da je največja krivica, kako zdaj tam reagirati, ampak potem pa, ko zapustiš igrišče in narediš res nekaj zelo neklasičnega v nogometnem smislu, se mi pa zdi, da oškoduješ tudi tistega, ki mora še izvajati 11-metrovko, ker je povsem drugačen postopek, kot pa bi sicer bil. Tako da, ja, na koncu se kar nisem mogel odločiti, kaj je bilo prav, kaj narobe, kako bi sodniki morali reagirati. Pa me zanima, kako ste vi vse skupaj doživeli. Jože, ti si bil precej aktiven v naši grupi. Pravočasno sem vklopil televizijo. Ne vem, gotovo je za strani Senegalcev, sploh zato, ker je bil Maroko domačin in potem so verjetno dobili še prej občutek, misliš, da, dodaten občutek krivde, VAR, ne vem, ali bi se sploh vključeval na evropskih klubskih odrih ali pa recimo v angleški Premier ligi za tisto prerivanje v kazenskem prostoru, iz katerega je bila potem dosojena 11-metrovka. Se mi pa zdi, da kolikor sem bral, da zna se tole še takole tudi pravno vleči naprej, ker ali se bo Maroko zdaj pritožil pri Afriški nogometni zvezi, pravila naj bi nekako govorila o tem, da če ena ekipa zapusti igrišče, da se pač tekma registrira v korist nasprotnika. Ali so vsi nogometaši v katerem koli trenutku zapustili igrišče? Vsi niso. Je morda Mane ni, ne?
pomembno. Ne sicer ironično je, ker je šel po ostale. Ampak so tudi drugi ostali. Rekel, Diaz pa je udaril Panenko. Ne, mislim, kakorkoli. Ne glede na to, da se ti zgodi krivica, ali pa se ti zdi, da se ti dogaja krivica, se mi zdi, da pač moraš to sprejeti in mi je bila zelo, že bi rekli, profesionalna odločitev Maneja, da je tam vse ostale spodbujal, da se vrnejo in potem, se je zgodilo, kot se je zgodilo, skoraj gotovo pa res ni za nalašč zgrešil, tudi po reakcijah potem kasneje in kakor je tudi sam govoril, ni poslal žoge v naroče Mendije za nalašč, ampak precej pomotoma. Zame je nalašč. Če je naredil nalašč, je car. Ni. Drugače bi reagiral. Mislim, da je bil to dogovorno. Ni, Kaj pa pritiski Maroka, da mora biti afriški prvak? Zakaj bi ti moral imeti, da je prav? Teorija zarote. Ne, sem ne strinjam se. Morda imaš ti prav. Ja, okej. Sem mislim, naslednji gost, Brahim. Da pride v žogo. Ja. Naslednji gost pa zares Sandi Škvarč. Govorili bomo, preden gremo k sodnikovem dodatku, še o Evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu v futsalu, ki bo v naslednjih dneh tudi na slovenskih tleh. Sandi Škvarc se nam je pridružil, srednji reporter za dvoranski nogomet na Radiu Slovenija. Sandi, Slovenija po 8 letih znova gosti Euro, tokrat skupaj z Latvijo in Litvo, v skupini igra z Belorusijo, Belgijo in s prvim tekmecem, favoritom Španijo. Kakšni so realni cilji reprezentance? Realni cilj reprezentance je preboj iz skupine, torej nastop v zaključnih bojih. Doslej je Sloveniji uspelo samo 2krat, tudi na zadnjem prvenstvu, ki ga je Slovenija gostila leta 2018. Takrat malce drugačen sistem, takrat 3 reprezentance v eni skupini, tako da je bil preboj precej težji, morda je tokrat malce lažji, glede na to, da je vendarle tudi kakšen dodaten popravni izpit. Bo pa seveda pomembna že prva tekma proti Španiji, ki bi lahko pokazala, kam meri tokrat naša reprezentanca, ki je ponovno skoraj v celoti profesionalna, torej naši nogometaši igrajo profesionalni dvoranski nogomet, predvsem na Balkanu, torej v Bosni in Hercegovini in pa na Hrvaškem. Kaj pa iz slovenske lige? Tudi nekaj jih je iz slovenske lige, no tu seveda nogometaši niso profesionalni igralci, so pa izbrani tisti, ki so najboljši, pa kot rečeno, jedro reprezentance tvorijo tisti, ki so profesionalci. In če se vrnemo malce nazaj v zgodovino, ko se je Slovenija prvič prebila iz skupine, to je bilo v Antwerpnu leta 2014, takrat je tudi večina reprezentantov igrala prvič v tujini in takrat se je tudi nekako vse skupaj povezalo do te mere, da so vse naši uspeli prebiti v izločilne boje. Pokazalo se je, da če pač živiš samo za ta šport, potem imaš tudi večje število treningov in prav število treningov je tisto, kar so vselej selektorji tudi poudarjali, da je pomembno pri moči posamezne reprezentance. Kje pa je raven slovenske lige trenutno v primerjavi z sosednjimi državami, glede na to, da je slovenska reprezentanca dobra in dvoranski nogomet v Sloveniji ima neko mesto, neko vlogo, sploh v nekaterih regijah je izjemno popularno. Se zdi, da proizvaja dobre igralce, talente, ki potem pridejo v reprezentanco. Proizvaja jih, ampak liga je osiromašena, prav zaradi odhodov v tujino. Sedaj številni igralci očitno imajo priložnost, da odidejo drugam, da so plačani za to, da igrajo v slovenski ligi, pač ne. In tu je tista osnovna razlika. Imajo pa zato v Sloveniji priložnost mlajši igralci, ki prej niso imeli toliko priložnosti. Poleg tega v tem trenutku v Sloveniji, v slovenski ligi ni več tujcev. Nekateri so imeli tujce, predvsem z Hrvaške, pa tudi Brazilce, Portugalce, Kolumbice. Teh tujcev v tem trenutku ni, torej liga je po tej plati skromnejša, zato pa kot rečeno priložnost za mlade igralce, ki so prej sedeli na klopi, sedaj pa igrajo kar v prvi ligi pomembne vloge in morda se tudi lažje razvijajo. Nazadnje pa je sedaj tudi Nogometna zveza Slovenije naredila še eno dodatno reprezentanco do 17. leta starosti, prej smo imeli reprezentanco do 19. pa do 21. pa člansko, sedaj še ena dodatna reprezentanca, kar kaže na to, da razmišljajo o prihodnosti. Slovenija je na jakostni lestvici Evropske zveze na robu deseterice. Kaj so glavni aduti slovenske reprezentance? Glavni aduti so predvsem ta borbenost in nepopustljivost, morda malce manj to
tehnično znanje, če ga vzamemo v zelo širokem obziru. Tu mislim, da so drugi močnejši. Mislim, da so drugi močnejši tudi iz tega zornega kota povezanosti, kajti futsal gre v to smer, da se vse stvari na igrišču dogajajo, kot pravijo selektorji oziroma trenerji, v polnem šprintu. Torej, tisti, ki je sposoben v polnem šprintu narediti tudi neko akcijo, neko podajo, neko preigravanje v prednosti pred drugimi. No, tu mislim, da še malce zaostajamo, zato pa smo toliko bolj kompaktni. Predvsem se gradi igra v obrambi, morda manjka nekaj v napadu, ampak če želiš napredovati na Evropskem prvenstvu, je treba nekaj dodati tudi v napadu in to slišimo tudi v izjavah naših igralcev, da bodo morali, če bodo želeli nekaj več postoriti tudi v napadu. Slišali bomo pozneje še kapetana Igorja Osredkarja. Kar si pa zdaj omenil, lahko kakšne usporednice, paralele povlečeva z velikim nogometom, z reprezentanco slovensko, ki, ko je uspešna, igra pragmatično, borbeno in predvsem bolj zapira vse poti do svojega gola in potem išče se še svoje priložnosti, ampak je predvsem kompaktna, da je uspešna. Ja, to je ena od prednosti naše reprezentance, da lahko s to kompaktnostjo tudi skrije kakšne pomanjkljivosti, ki se vidijo na tem nivoju, predvsem na tem nivoju, ko igrajo z reprezentancami iz recimo tistih najboljših iz top 5, kot rečemo, torej ob Španiji, Portugalski, pa še Ukrajina, pa še nekatere so v tem krogu in takrat se potem tudi vidi ta razlika. Mislim pa, da je težko primerjati klasičen nogomet z dvoranskim nogometom. Tu smo tudi na tem večeru Zvezd, ko smo se pogovarjali z nekaterimi našimi nogometaši, ki so vsi rekli, da radi igrajo, tudi bivši reprezentanti, tudi recimo sedanji selektor Boštjan Cesar je dejal, da rad igra dvoranski nogomet, ampak da skoraj da ni nobene povezave. Slovenska reprezentanca je v nekaterih tekmah tudi pokazala, da zna in da zmore igrati proti najboljšim. Lani je konec leta novembra, če se ne motim, premagala Portugalsko v prijateljski tekmi pripravljalni, Portugalska pa dvakratni evropski prvak na zadnjih 2 evrih. Ja, ampak vseli so te prijateljske tekme tudi malce specifične, kajti vprašanje je, kaj uigrajo. Recimo prvo tekmo tam smo izgubili, drugo smo dobili. Vprašanje, ali je imel kakšno skrito nalogo selektor oziroma da je kaj preverjal, kakšne stvari. Tako da seveda tiste, ki so tekmovalne tekme, tiste kažejo potem tudi pravo podobo. Je pa Slovenija že enkrat premagala Španijo in takrat prekinila, mislim, da kar nekaj letno serijo Špancev. To je bilo točno pred 10 leti v Mariboru, ko so naši v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Kolumbiji premagali Špance z 1-0 in takrat Špance pravzaprav tudi potisnili malce v kot, glede na to, da so potem tudi na povratni tekmi v Melili na severu Maroka v španski enklavi povedli in bili nekaj časa celo na svetovnem prvenstvu. Torej, Španija je videla, pa ne nazadnje tudi na zadnjih kvalifikacijah za prejšnje svetovno prvenstvo v dvorani Tivoli, ko je bilo 1-1, tudi takrat kar odmeven rezultat in ta rezultata kažeta na to, da se da, če se vse poklopi, tudi izzvati, da rečem, tako veliko reprezentanco. Slovenija pa je zadnjo pripravljalno tekmo igrala še proti eni reprezentanci iz te najboljše peterice, kot si omenil, proti Ukrajini. Kako je izgledala na vrhniki? Ja, bila je pravzaprav takšna, kot smo jo pričakovali in kot so tudi sami reprezentanti pričakovali, sami so rekli, torej bili so v podrejenem položaju, predvsem branili so se, poskušali so z nekaj proti napadi. Ukrajinci so izjemno močna reprezentanca, ne nazadnje so v tej reprezentanci tudi igralci 2 ekip, ki sta nastopali na turniru Lige prvakov pri nas na Kodeljevem proti Vrhniki. Že takrat smo videli njihovo moč in videli smo, da so Vrhničani recimo jim zabili zadetek, tako da so bili na trenutke enakovredni, na koncu pač ne. No, tudi Ukrajinci so na tej prijateljski tekmi dosegli zadetek šele v drugem polčasu, v drugi polovici drugega polčasa iz igre, no potem pa še enega po napaki slovenske reprezentance in to se je pokazalo v tem modernem dvoranskem nogometu, ko ena ekipa naredi napako in ima potem nasprotna ekipa igralca prednosti v protinapadu, je to skoraj 90% zadetek. Po tej tekmi pa si se tudi pogovarjal z osrednjim, lahko rečemo, igralcem slovenske reprezentance, najbolj izkušenim kapetanom Igorjem Osredkarjem. Sigurno, mi vemo in mi se tega zavedamo, da proti Španiji ne bomo imeli mi žogo v nogah, ne bomo imeli mi posest, se pravi, bomo bili v podrejenem položaju, podarek bo bil na obrambi in mislim, da
smo se pokazali v dobri luči, neke detajle bomo še spremenili, še dodali, ampak dosegli smo tisto, kar smo želeli in mislim, da smo lahko optimisti. Kateri elementi so še tisti, ki jih želite nekako izpiliti do petka? Ja, predvsem so to te taktične, tehnične stvari. Predvsem moramo biti zelo pozorni na prekinitvah, kajti Španija je vrhunska v tem, sigurno ena boljših na svetu. Predvsem to moramo izpiliti, to obrambo na prekinitvah in pa predvsem ne smemo izgubljati žoge na svoji polovici, kajti vemo, Španija je vrhunska ekipa in vse bo kaznovala, vsako malenkost oziroma vsako napako našo. Je dobro, da je Španija prva tekma v skupini za vas? Jaz mislim, da ja, zaradi tega, ker pač vemo, prva tekma je euforija, mi spočiti in mislim, da Španija do sedaj oziroma vse te vrhunske reprezentance stopnjujejo svojo igro skozi celotni turnir, tako da moje osebno mnenje je, da je to dobra stvar, tako da polna bo dvorana, stožice bojo pokale po šivih, tako da nosile nas bojo in mislim, da sigurno boljše tekme se ne bi mogli želeti. Ja, govorili so tudi v slovenski reprezentanci, ne le Igor Sredkar, da je pomembna ta prva tekma in da bodo vse sile tudi v teh pripravah usmerili proti tej tekmi s favoritom skupine. Ne? Ja, ne nazadnje so zato tudi zaprli za javnost zadnjo tekmo proti Ukrajincem, torej prijateljsko pripravljalno tekmo generalko za Evropsko prvenstvo, kajti Tomi Horvat je uigraval nekatere postavitve na igrišču, da jih morda Španci ne bi videli, čeprav mislim, da v sodobnem svetu, v sodobnem športu, v sodobnem nogometu vsi vedo vse o vseh, ampak vseeno želijo nekaj skriti, pa tudi kasneje, ko smo upravljali intervjuje z igralci, eden od igralcev nekaj malega omenil, pa se je hitro vmešal Tomi Horvat, pa je prosil, da tega ne bi dali v javnost, čeprav ne vem, bi to kdo prevedel Špancem, kako bodo igrali, ampak to so tiste drobne stvari, ki jih trenerji morda želijo tudi nekako izpostaviti pri igralcih, da je vse skupaj zelo pomembno, kar bodo tam naredili in da iz tega zornega kota, da morda tudi z neko skrivnostjo pridejo na igrišče, pa da verjamejo v to, no, kar jim da napotke, da bodo poskusili koga presenetiti, čeprav kot pravim, saj Španci izumljajo stvari, ne mi. Tomi Horvat, seveda selektor slovenske reprezentance, soimenjak tudi slovenskega reprezentanta v velikem nogometu, nekdanjega igralca Mure zdaj. Šturma, za konec, Sandi, še to neoptimističnejši načrt želje slovenske reprezentance lahko poseže tudi po medaljah? Ja, naša reprezentanca je v tem trenutku med deseterico v Evropi, ker ni Rusija, sicer bi bila na robu te deseterice. Prvič je bila nosilka kvalifikacijske skupine, prvič se je tudi neposredno uvrstila na Evropsko prvenstvo kot zmagovalka svoje kvalifikacijske skupine in to so neki optimistični obeti. Torej, iz skupine preboj je seveda možen, nisem popolnoma prepričan, da to lahko naredijo, glede na to, da imajo zelo močne tekmece, torej imajo Belorusijo, ki sicer šele drugič nastopa na Evropskem prvenstvu, pa imajo tudi, lahko rečemo, mednarodno zasedbo Belgije, predvsej Severnoafričanov je v njihovi reprezentanci, tako da danes pač vsi igrajo, vsi nekaj vlagajo v ta šport, očitno postaja nekako zanimiv, ne morda toliko medijsko odmeven, ampak očitno zanimiv, ne nazadnje se igrajo skoraj da vse nacije, ki so vključene v UEFA, imajo tudi svoje reprezentance, mislim, da celo Anglija in Nemčija počasi prihajata zraven. No, potem pa je marsikaj odvisno od tega, proti komu bomo tam igrali, če pridemo v četrtfinale. Mislim, da so nekatere reprezentance, ki malce bolj ležijo v Sloveniji, nekatere malce manj, ampak ko prideš med 8 najboljših, potem mislim, da ni več slabe reprezentance. Sodnikov dodatek. Gremo še za konec, kot vselej, kvizu in tudi tokrat, Marko, si ga ti pripravil. 2 vprašanje, ne? Tako je, eno doma, eno na tujem. Iščemo slovenskega nogometaša, ki je v hudem deževju 9. oktobra leta 2004 zaigral na tekmi Slovenija-Italija. Kdo je takrat zadev? Boštjan Cesar. Res je. Ampak Boštjan Cesar je takrat prišel v igro s klopi, ste vedeli to? Je. A koga je zamenjal? Tako. Cipota? Ne. Okay. Sandija Knasa? Dobro vprašanje. Ne. Sandija Knasa, verjetno ne menaš. Bogdaliča? Ne. Naj vam povem, da je ta nogometaš. Prosim? Mitrakoviča. Odgovor je pravilen. A res? Rekel sem, da ne morem sestaviti vprašanja, da ga Boštjan ne bi vedel. Hvala za zgodovinskega. 7 nastopov v 6 letih za Slovenijo. Željko Mitrakovič. Ko si rekel Mitrakovič, sem rekel, ne, Mitrakovič pa ne. Pa vidiš, ne morem imeti
Dej, pusti človeka, da bo. Ja, jaz. Pa to je nisem ravno priznal. Okay. Zdaj pa eno težje vprašanje. Dominik Solanke je postal šele 5. Anglež, ki je zadev v Ligi prvakov ob svojem debiju za Tottenham. A debitiral je? Ja. Wow. In drugi Anglež po komu? Ki je... Kaj, za Tottenham? Ja. Za Tottenham. Torej Anglež, ki je debitiral za Tottenham v Ligi prvakov in zadev. Harry Kane. Verjetno ni Harry Kane. Ne. Da vas super. Ne, je bilo takšno vprašanje. Ginas? Ne. Kako se pa to napiše? Jenas. Okay. Janas. Jermaine Janas. Ginas. A je Pardon. sploh Anglež? Tottenham ni igral. Ja, iščemo Angleža. Vedno v Ligi prvakov. Zelo redko je. Dominik Solanke Ja. je 5. igralec, ki je zadev v Ligi prvakov v svojem debiju za Tottenham in drugi Anglež. Se pravi, 3 so bili, ki so debitirali za Tottenham, tujci. 2 sta bila Angleža, poleg Solanke, a kdo prvi? Jaz bi rekel, da je Tottenham takrat v uni Bale generaciji prvič celo igral v Ligi prvakov, ne vem, če je veliko krat prej. V tisti generaciji so pa bili David Bentley. Dober poizkus, ni prav. Ni prav. Aaron Lennon. Aaron Lennon, super ne, poskus. Ne, tudi dober poizkus. Morda je kakšen branilec. Sol Campbell, seveda, ni več bil takrat. Ne. Sol Campbell 90-ih igra za Tottenham. Dobro vprašanje. Dobro vprašanje. Ja. Kot kaže, potrebujemo en namig. Ja, rojen je v Macclesfieldu. Jezus Marija, kakšen namig je bilo to. Macclesfield. Je pa bil otrok QPR-ja in Tottenhama na začetku svoje igralske poti, pa se je potem vrnil v Tottenham, ker ni na začetku svoje igralske poti dobil priložnosti v Tottenhamu. A ja, ne, Peter Crouch. A je Jermaine Defoe? Ne. Jermaine Defoe, ne. Peter Crouch. Ja. A je Peter Crouch? Ja. Bravo. Super, Peter Crouch. Peter Crouch je igral v Tottenhamu 2009 do 2011 kot Anglež, ki je zabil... Se je on že za Liverpool zadev prej? Za Tottenham smo iskali. Razumem. Debitiral za Tottenham. Ja, razumem. Okay. Torej samo za Tottenham. Ja, jaz mislim, da se me še Jože vprašal. Smo vedeli, da iščemo Tottenhamovega igralca. Od 2009 do 2011, to mu je uspelo septembra 2010 proti... Septembra proti 2010. Sportingu. Barve so v redu. Celticu. Ne. Ferencvarošu. Ne. Ja, Liverpool je... Panathinaikosu. Ne. Nekdanji klub Mesota Özila. Werder Bremen. Bravo. Lepa. Enkrat sem šel, glede Petra Croucha. Si vedel, da je ran v Macclesfieldu? Nisem vedel. Ko je igral še za Liverpool, mimo grede v Ligi prvakov, je dosegel enega najlepših zadetkov, ki se jih kadarkoli spomnim. 8-0 smo premagali Galatasaray doma, dobil predložek z desne strani in s tistimi škaricami. Še fotokopije njegovega gola so mi takrat, se spomnim, na mizo nalepili, ko se je zgodilo. Šel sem pa z Damjanom Zorcem v tisti sezoni pred začetkom staviti. Je rekel, ta Peter Crouch, ne more nič narediti. In sem rekel, pa glej, pa se veš, da tam je, pa zna, pa dober je, pa jaz pa prepričan vanga in vse. Ti pa dober človek, vsak ne ima šanso. Ja, moram reči, da Peter Crouch prvih 20 let, prvih 20 tekem ni zadev za Liverpool, ampak na koncu se mi zdi, da je imel zelo simpatično kariero pri Liverpoolu. Šla so pa staviti, da bo, Damo je rekel, da bo Peter Crouch dosegel enako ali manj število golov v Ligi prvakov kot Damo sam. Torej nič. In potem, ko je gol dosegel, je Damo prišel do mene in rekel, zdaj, če avtogol doseže, to pa gre še -1, tako da bom še šance. Na koncu mislim, da jih je dosegel 6. Najboljše so te fore na netu, ko pospravljajo nek dolg horor. Ja. Peter Crouch je poškodovan. Ti mu daš vsakemu šanso, ne si izkaže. Imel si dober občutek glede Croucha, ne? Ja. Kakšnega imaš pa glede Cesarja zdaj? A greva staviti? Boljšega, kot sem ga imel včeraj. Moram reči, da boljšega, kot sem ga imel včeraj, ampak še premalo vemo. No. Bomo veliko laže, kot smo že prej omenili, rekli marca. Ampak ja, sem pa optimist, no. In zdaj vidim pluse, ki jih morda včeraj še nisem videl. No. To, kar smo omenili, tisto optimistično tudi, da bo znal morda zmotivirati igralce in vse, tako da, hej.
Tako je, držimo pesti. Še en dodatek za poslušalke in poslušalce. Smo videli nekaj, se mi zdi, krasnih golov v zadnjih tednih. Smo. Po evropskih, jaz bi izpostavil zadetek, mislim, da sem tudi vam poslal povezavo Andreja Kramariča za Hoffenheim, zadnji gol, sjajen ob hat-tricku v Bundesligi. Pa Van Persie tam ali? Ja, Mali tudi. Van Persie za 4-3. Tako da, pa tudi v Premier Ligi, na vse zadnje, odkar se nismo slišali, je Benjamin Šeško še malo povečal svoj saldo. 3 gole dosegel. In več kot prej v celotni sezoni v enem tednu. Dolgo se nismo slišali, res. V bistvu je šla liga iz 10 na 9. Ja, Šeško je šel iz 2 na 5. Šeško je še v Unitedu. Še v Unitedu. Mimo grede, kolega me je zadnjič vprašal, pa morda mu lahko tukaj odgovorimo, zakaj ni začel proti Cityju, zakaj se vam zdi? Zato, ker ni igralec tipične tranzicije, v smislu, da je bolj target man. Mislim, da je se ta kontra je pokazala za Mbumo to gol. Jaz mislim, da je seveda razlog je taktične narave, ampak se mi zdi, da je United tako dobro igral potem za to začetno 11-terico, da Michael Carrick ni videl potrebe, da bi ga tudi vključil. Mislim, ni bilo nujno, rezultat ni bil takšen, da bi zdaj United mirno plul, je pa bil seveda toliko boljši v polju, v sami igri, da verjetno Michael Carrick ni želel zdaj ničesar nekako preveč tvegati. Čeprav se mi zdi, da bi, ne vem, tista akcija, ki jo je zaključil Brian Mbumo za 1-0, si z lahkoto predstavljam, da tudi, mislim, Benjamin Šeško je verjetno vsaj podobno hiter kot Brian Mbumo na odprtem prostoru. Tako da si lahko predstavljamo, da igra seveda tudi v teh kontranapadih, ampak se mi zdi, da je tako dobro šla tekma Unitedu, da ni bilo smisla. Ampak nogomet ni samo naprej, ne. Carrick pa dobro ve, kdo je boljši v obrambi, brez žoge, in verjetno se je zato tudi odločil za Mbuma, ker več teče, lahko več spreminja smeri, več teče gara v obrambi. Ne vem, si predstavljam, to samo on ve, ne. Ampak če bi manjkal Zirkzee, se ne bi sprašvali, zakaj ga ni bil, samo zato, ker je Šeško, ker je naš, se zdaj sprašvali. Seveda. Mislim, mnogi so... Nisi pa omenil zmage Sportinga nad PSG-em, ne? Ja, Luis Suarez, Tudi ti imaš svojega Luisa Suareza. Ja, vsaka. Moj naslednji pes bo Luis Suarez. Kako je tvoje ime? Ja, The best. Hvala lepa, da ste bili tudi tokrat z nami sploh do konca našega podcasta. Lepo je znova govoriti takole o nogometu. Uživajte. Se slišimo.